Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru po 3 letih ponovno gostimo Jakoba Klemenčiča, ki je letos resno navduševal na mednarodnih nastopih v eliminatorju. Jakob, lepo pozdravljen. Živijo. Kot rečeno, pred 3 leti naslov evropskega prvaka, letošnja sezona je bila zate pa še precej bolj uspešna. Ne, da si le ponovno postal evropski prvak, postal si tudi zmagovalec svetovnega prvaka. Čestitke, kako ocenjuješ svojo sezono? Ja, sezona je bila, zdaj, ko pogledam za nazaj, res uspešna. Tale naslov evropskega prvaka in pa zmagovalec seštevka skupnega svetovnega pokala. 2 res velika uspeha. Pred začetkom sezone sem imel sicer za cilj predvsem svetovno prvenstvo, kjer pa se ni šlo. Tako da niti nisem računal na evropsko prvenstvo in pa skupni seštevek, kar pa se je na koncu izkazalo, da je bila dosti dobra sezona, da je uspela. Omenil si malce nezadovoljstvo glede nastopa na svetovnem prvenstvu, kjer pa seveda prišlo je do padca in pa do ene tehnične okvare. Kaj se je dogajalo točno? Ja, za svetovno prvenstvo bi lahko rekel, da sem res bil tisti top formi sezone, ker vse treninge smo tempirali za to svetovno prvenstvo. Nažalost pa je bilo preveč smole ta dan, najprej padec v polfinalu v zadnjem ovinku, nato pa še v malem finalu bi se lahko boril vsaj za 5. mesto, ampak je na enem skalnem odseku prišlo do defekta, tako da so sanje o dobri uvrstitvi splavale po vodi in na koncu je bilo le 8. mesto. No. Le 8, mogoče malce v čudnem prizvoku, tudi to zagotovo dober rezultat. Ampak če pogledamo, kaj je teže, se pripraviti točno za nastop, za eno dirko, za točno določen termin ali vzdrževati dobro formo skozi celo sezono, ne na zadnje tekme svetovnega pokala, je bilo 6 dirk. Ja, pa po mojem je težje držati visoko formo čez celo sezono, ker sezona, če pogledamo letos, je bila od začetka aprila pa do začetka oktobra, to je kar neka lepa doba. In pa ja, vmes je itak veliko stvari pride bolezen, pride kakšna majhna poškodba. In ja, težko je skozi držati top formo, tako da na koncu sezone smo imeli pač dobre pogoje in sem se lahko res maksimalno pripravil za evropsko in pa zadnjo dirko svetovnega pokala. No, pa če se deva najprej posvetiti evropskemu nastopu na evropskem prvenstvu, kje je potekala dirka, kako je vse skupaj šlo od izločilnih bojev naprej? Ja, letošnje evropsko prvenstvo je potekalo v Gibraltarju. Pred samim evropskim prvenstvom niti si nisem dajal nekih visokih pričakovanj. To evropsko prvenstvo sem hotel uporabiti bolj kot dober trening pred zadnjo dirko svetovnega pokala, ki je bila zame, bi lahko rekel, ena najpomembnejših dirk sezone, saj sem hotel obraniti naslov v skupnem seštevku. Tako da mogoče je tudi to malo pripomoglo, ker sem bil dosti manj pod pritiskom, ker nisem imel nekih rezultatskih ciljev. In ja, ampak že v kvalifikacijah sem videl, da sem zelo dobro pripravljen, ker še nikoli v kvalifikacijah nisem dosegel drugega časa, tako da je motivacija in apetiti so še narasli. Potem pa je šlo iz boja v boj vse bolje, na koncu pa v finalu sem imel tudi malo sreče, ker je en tekmovalec, ki bi lahko rekel, da je bil eden glavnih favoritov tudi za zmago, pred mano padel in se mi je tako pred mano odprla pot do zmage. No. Ampak ne nazadnje, tudi sam zagotovo že spadaš v krog favoritov na vseh nastopih. Dotaknil se sedaj svetovnega pokala, 6 tekmovanj, tekme so bile v Turčiji, Belgiji, Nemčiji, Brazilija, na koncu tudi v Barceloni. Kako se je začela sama sezona? Ja, sama sezona se je začela z dirko v Aziji, natančneje v Tadžikistanu. Te prve dirke so zmeraj take zanimive, ker pridemo vsi tekmovalci po dolgi zimi in nobeden lih ne ve, kaj pričakovati in v kakšni formi so tekmovalci. Ampak že na prvi dirki se je zame začelo odlično z zmago. Nato sem formo kar dobro obdržal do Belgije, kjer sem osvojil 3. mesto. Potem je bilo na vrsti svetovno, kot sem rekel, tam je bilo malo smole. Po svetovnem je bila na sporedu Nemčija. V Nemčiji sem spet zmagal, to je po mojem ena boljših mojih zmag. Potem je bila na vrsti Brazilija. V Braziliji je tudi bi lahko rekel, da mi proga ni najbolj dogovarjala, ampak vseeno sem iztržil solidno 5. mesto. Potem pa za konec še dirka v Barceloni, kjer sem
tudi imel nekaj smole in v finalu zdrsnil s pedala in na koncu osvojil 4. mesto. Kar pa je zadoščalo za končni naslov zmagovalca svetovnega pokala. Na sprejemu v Godoviču, katerega so te pripravili sokrajani, si povedal, da ti je najljubša dirka v Nemčiji. Zakaj? Pa predvsem zaradi tega, ker se organizatorji res potrudijo, res pripravijo en tak vrhunski šov. Proga mi zelo odgovarja z vsemi objekti, skoki, dropi in pa zmeraj je v progi veliko gledalcev, ki navijajo prav za vsakega kolesarja. Se je v teh zadnjih 3 letih, odkar si bil zadnjič naš gost, kaj spremenilo glede popularnosti eliminatorja? Vemo, da so spletni prenosi, tako da slika gre v širni svet. Vem, da tudi v naših krajih kar številni spremljajo te prenose. Kako se torej dviguje popularnost eliminatorja? Ja, po mojem se kar dobro napreduje, vsaj kakor jaz opazim, napram 3 let nazaj. Že sama štartna lista je bila dosti slabša, kot je zdaj. In pa tudi, kar se tiče lokalnega okolja, pač 3 leta nazaj so vedeli, da kolesarim. Zdaj vejo, da kolesarim eliminator in bi rekel, da pri nam doma in pač v naši vasi, pa tudi tukaj v Idriji, že vsak ta drug ve, kaj je to za ena disciplina in pač s čim se ukvarjam. Nenazadnje pa smo imeli Idrčani in Idrčanke lani tudi možnost spremljati eliminator v Idriji, ko je bila izvedena dirka, bom rekel, na nacionalni ravni. Bi si sam želel v prihodnje, da se spet lahko predstaviš pred domačo publiko? Ja, seveda, to lansko leto, ko sem se lahko pokazal pred lokalno publiko, je res nek poseben trenutek. In malo škoda, ker se letos ni izpeljala dirka, ampak upam, da se bo v prihodnje in da bomo lahko spet pripravili eno dobro, zanimivo tekmo za gledalce. So pogoji v Idriji primerljivi pogojem, katerih vidiš na dirkah v tujini? Pa ja, ta središče mesta v Idriji je kar tako zanimivo. Veliko stopnic imamo tukaj, tako da bi se da kar kakšno v redu progo speljati. Se po vmesnem času, odkar si bil nazadnje naš gost, spremenilo še kar nekaj drugih stvari. Zaključil si šolanje, drži? Ja. In pa tudi postal uslužbenec slovenske policije kot na podlagi statusa vrhunskega športnika. Kako je biti del policijske športne enote? Ja, tako, res je, zdaj sem zaposlen v policiji, v športni enoti. Pa meni je zelo fajn, najprej zaradi finančne podpore, ki mi zelo pomaga. Drugo pa je, da sem tam, ko pridemo na razna srečanja in sestanke, sem združen z veliko uspešnimi športniki iz cele Slovenije, tako da si lahko tudi med sabo podelimo kakšno zgodbo, nasvete. In ja, je biti fajn v taki elitni družbi športnikov. Verjamem pa, oziroma predvidevam, da ti to tudi veliko pripomore sproščenosti za same priprave, za treninge, nenazadnje tudi za odhode na tekmovanje, ker to ni poceni najbrž. Ja, res je, to, da sem zdaj zaposlen v policiji in da mi teče delovna doba, je kar dosti lažje, pač ker konec dneva si vseeno rabimo športniki prislužiti kruh. In ja, je en velik plus zdaj, da sem zaposlen v policiji. Predvidevam pa, da kljub temu, da si sedaj na vrhu, da ne opuščaš treninga, da se že pripravljaš na naslednjo sezono, se? Ja, res je, zdaj je bilo 3 tedne pauze, s tem s ponedeljkom, ko je bil, smo pa spet začeli nazaj trenirati. Prve 14 dni niso še to hudi treningi, da bolj navadimo telo nazaj, da se pripravi, da bo spet moglo trpeti. Zdaj pa počasi bomo kar začeli, ker že hitro s težkimi treningi, ker letos svetovno prvenstvo je že zelo zgodaj. In kje bo svetovno prvenstvo? Svetovno prvenstvo pa bo aprila v Barceloni. Ostali plani za naslednjo sezono, želje? Ja, zdaj bi lahko rekel, da sem dosegel že vse, kar se da v tej disciplini, razen še te zelo znane kolesarske mavrične majice za svetovnega prvaka, tako da ta cilj mi ostaja prioriteta in bom naredil vse, skupaj s trenerji in klubom, da osvojimo to majico. Je zate kaj težje zdaj, ko si rekel, med najboljšimi vozniki eliminatorja, glede tekmecev? Se kaj bolj pripravljajo nate, imajo kakšno taktiko, kako te zaustaviti? Ja, ne vem, verjetno sem še kar tako malo in grem na živce, pač to leto sem pokazal, da pač praktično na vseh dirkah svetovnega pokala sem bil v top 5 uvrščen, tako da predstavljam kar hudo konkurenco in že opazim tudi en predirko na ogledih proge, na ogrevanjih, da me gledajo malo bolj z
spoštovanjem. Tudi skušajo kaj kopirati od tebe. Pa vsak ima nek svoj stil, ja, ampak po mojem se držijo bolj teh svojih taktik, tako kot tudi jaz imam kakšne drugačne načine in se mi zdi, da je to fajno, da ne dirkamo vsi tekmovalci isto. Sicer pa za tvoje uspehe, poleg tvoje dobre pripravljenosti, seveda so pomembni tudi ostali člani ekipe, nam jih lahko predstaviš. Ja, se pravi, tukaj sta trenerja Matjaž Bodin, ki je moj trener že od praktično samega začetka. Lansko leto pa se nam je pridružil še trener Aljaž Markič. Se mi zdi, da je prinesel eno tako dobro energijo, ker še nekaj novih idej, ker pač vsaka glava malo drugače gleda na same treninge. Potem pa je tukaj še pomožni trener pa mehanik, ki vskoči, kadar je gužva, Tadej Podgornik. Jakob, kaj ne rečem? Najprej bi se ti zahvalil za obisk v našem studiu, ti še enkrat čestitev za dosežke v letošnji sezoni in pa želim ti, da bi bil tudi v prihodnji sezoni res dobro pripravljen in nas ponovno navduševal z dobrimi rezultati. Hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in povabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.